9. in 10. maja 2013 je v Moravskih Toplicah potekal redni letni strokovni seminar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije na temo dostopnosti. Udeležili so se ga predstavniki vseh 13 društev. Za letošnji seminar smo izbrali dve vodilni temi, in sicer dostopnost do informacij in komunikacij in zaposlovanje. Obe temi smo skrbno izbrali iz konvencije OZN o pravicah invalidov, ki smatramo, da sta trenutno najbolj aktualni v slovenskem prostoru. Prvo bi srčno pozdravila vse predsednike, predsednice, sekretarje. Uvodno predavanje je obravnavalo pravico gluhih do tolmača in delovanje klicnega centra za osebe z okvaro sluha. Ne glede na to, da beležimo 11 let veljavnosti zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ugotavljamo skupaj z uporabniki, da so še vedno določene situacije, kjer bodisi gluhe osebe ne vedo, kdaj in kje lahko tolmača uporabijo, po drugi strani pa seveda tisti, ki bi morali to pravico zagotoviti, pa tudi ne vedo, kdaj in kje. Tako da osnovni namen je bil osvežitev, predstavitev tega, ne nazadnje tudi tarife, ki je bila lansko leto decembra meseca sprejeta. Drugi del predavanja pa je bil posvečen klicnemu centru za osebe z okvaro sluha. Predvsem pa se mi zdi, da smo se dotaknili nekega področja, ki ga mogoče običajno ne. To je pa kodeks poklicne etike tolmačev. Mogoče je to področje malo manj znano in več energije smo vlagali v to, da o kodeksu poklicne etike seznanimo tolmače, manj pa tudi uporabnike. Ampak ravno razprava je pokazala, da je to področje, ki tudi gluhe osebe zanima, ker ne nazadnje, tako kot pravim, delojemalci so tolmači in delodajalci so gluhe osebe. Torej, gluhe osebe imajo vso pravico, da vedo, katere moralne in etične vrednote pa morajo tolmači izpolnjevati. Zakaj? Zato, ker ne nazadnje, če z storitvijo tolmačev niso zadovoljni, zaradi različnih razlogov imajo nek možnost, nek vzvod, da podajo tudi pisno pritožbo zoper dotičnega tolmača. Pisno pritožbo zoper tolmača lahko naslovijo na Zavod Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, Prekmurska ulica 6, kjer je tudi sedež disciplinske komisije, ki vsako pritožbo tudi obravnava in v primeru, da seveda je kršitev storjena, tudi izreče določen ukrep. Spletna TV, oddaja Prisluhnimo tišini in drugi mediji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije osebam z okvaro sluha zagotavljajo relevantne informacije v njim prilagojenih tehnikah. Poleg tega promovirajo kulturo in znakovni jezik gluhih v širši javnosti in z medijskimi pritiski na odločevalce dosegajo pozitivne zakonske spremembe. Zavedati se moramo, da je problem dostopnosti do informacij za osebe z okvaro sluha izjemno velik. In zato je pomembno, da invalidska organizacija, kot je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, namenja posebno pozornost razvoju informativne dejavnosti, torej tudi Zveza slepih, kjer so prav tako senzorni invalidi, največ finančnih sredstev namenjajo ravno programu informiranja. Osrednji namen spletne televizije je ne samo informiranje, ampak tudi izobraževanje. Potrebno se je tudi zavedati, da so pri nas vse informacije posredovane v znakovnem jeziku in zraven sočasno tečejo podnapisi in pa zvok. Tako pravzaprav tudi krepimo jezikovne kompetence, torej sposobnosti naših gledalcev, ker si želimo, da obvladajo svoj jezik, da tako tudi boljše razumejo tolmače in tako se lahko sami vedno dobro informirajo o stvareh in se branijo pred morebitnimi manipulacijami. To moram jaz poudariti, danes bom posebno pozornost posvetila temu, da predstavim Prisluhnimo tišini spletno televizijo.
Spletna televizija ostaja razvojno naravnan medij. Naša prva ciljna skupina, najbolj pomembna ciljna skupina so osebe z okvaro sluha, ki pa so izjemno heterogena skupina. Zato zagotavljamo številne prilagoditve, tako da so res informacije dostopne. Po drugi strani se res trudimo z široko programsko shemo zajeti čim več relevantnih vsebin za posameznika, ker samo dobro informiran posameznik in pa posameznik poučen o svojih pravicah lahko ustrezno zagovarja svoje potrebe in ustrezno pač reagira v situacijah, ko so mu kakšne pravice kršene. Zato je pomembno, da naš program informiranja razvijamo in posvečamo tudi posebno pozornost oddaji Prisluhnimo tišini. Ob tej priložnosti želim izpostaviti še, da smo imeli opravljene 3 nadzore našega poslovanja. Tako smo strani Evropskega računskega sodišča dobili pozitivno mnenje. Pregledala nas je tudi enota Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in lokalno samoupravo in pa prav tako Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Tako da pravzaprav smo dobili povsod zelo dobra mnenja in tega smo zelo veseli. Dostopnost s pomočjo slovenskega znakovnega jezika je predstavila Aleksandra Rijevec-Škerl. Zveza DGNS med drugim skrbi tudi za razvoj, standardizacijo in promocijo slovenskega znakovnega jezika. Izdaja učbenike, spletne slovarje, slikanice v znakovnem jeziku, izvaja strokovne seminarje in izobraževanja za širšo javnost. Kar nekaj imate gluhi in naglušni, ne? Dosti krat se ministrstvo repeči, ko rečete, nič nimamo za državo, ne? Pa vidimo, da nekaj pa le je. Eden od ključnih pogojev za kakovostno in varno življenje ter enakovredno vključevanje oseb z okvaro sluha v družbeno okolje je dostopnost do informacij in komunikacij. Kakšno je stanje v Sloveniji? Še vedno ni vzpostavljenega ustreznega sistema rehabilitacije oseb z okvaro sluha. Tehnični pripomočki so osebam z okvaro sluha še vedno nedostopni, saj razen slušnega aparata, ki ga naglušne osebe prejmejo na vsakih 6 let, in FM sistema, ki ga osebe z okvaro sluha prejmejo ob vstopu v redno osnovno šolo, a le do 15. leta, ni nobenega tehničnega pripomočka, ki bi ga lahko gluha oseba prejela od države. Dostopnost do informacij javnega značaja ob volitvah, soočenjih, okroglih mizah, elementarnih nesrečah je še vedno težava, saj ni tolmača ob vseh dogodkih, ni podnapisov, ni kvalitetnega dostopa do teh informacij. Prav tako je težava v prometu. V prometu je premalo vizualnih informacij za osebe z okvaro sluha in na Zvezi društev gluhih in naglušnih smo na naši spletni strani in objavili celoten seznam 67 zank vgrajenih po celotni Sloveniji. Sistem tolmačenja v Sloveniji je dobro urejen, problem pa ostajajo zapisnikarji v šoli, pa tudi razmišlja se, v svetu je že praksa tudi zapisnikarji za naglušne. V drugem delu tega seminarja pa smo izbrali temo zaposlovanje, kjer smo želeli pravzaprav poudariti, da kljub krizi je še vedno priložnost, da najdemo tiste storitve in tiste rešitve, ki bi pomagale tako organizacijam, kot tudi posameznikom pri iskanju primernih zaposlitev. Gluhi in naglušni so še vedno med teže zaposljivimi zaradi svojih komunikacijskih oviranosti, zato nekako iščemo različne oblike zaposlovanja, ki bi ta problem lahko rešile.
Invalidska podjetja zaposlujejo 1/5 vseh zaposlenih invalidov v Sloveniji. Pogoj za ustanovitev invalidskega podjetja je 40% zaposlitev invalidov med vsemi zaposlenimi. V invalidskih podjetjih se zaposlujejo invalidi, ki se sicer ne bi mogli zaposliti drugod na odprtem trgu delovne sile. Trenutno je v Sloveniji 142 še delujočih invalidskih podjetij, ki zaposlujejo, podatek je sicer za september 2012, 11.640 vseh zaposlenih, od tega 5.800 zaposlenih invalidov, kar pomeni, da zaposlujejo med vsemi zaposlenimi 50% v povprečju invalidov. Invalidska podjetja za svoje delovanje pridobivajo določene državne pomoči, gre za oprostitev prispevkov za socialno varnost, se pravi za pokojninsko in invalidsko, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, ampak vse to je vezano na število zaposlenih invalidov. Zaposlitvena rehabilitacija je sklop 14 storitev, s katerimi se poveča zaposljivost invalida. Izvajajo jo koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije, med drugim Ratio. Poudarila bi, da je zaposlitvena rehabilitacija pravica invalida in ne obveza. Sam se odloči, ali se želi vključiti v storitve zaposlitvene rehabilitacije ali ne. Odda vlogo na Zavod za zaposlovanje in se potem vključi v storitve. V lanskem letu smo imeli vključenih v storitve zaposlitvene rehabilitacije 90 gluhih in naglušnih. Od tega smo zaposlili 58 oseb. Zaposleni so v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih, na zaščitenih delovnih mestih. Ko imamo nekoga v zaposlitveni rehabilitaciji, se lahko ta vključi v usposabljanje pri delodajalcu. Invalid spozna delovno okolje, se usposobi za to delovno mesto in si nekako lažje odpre vrata. Po zaposlovanju, ko pa se invalid zaposluje, obstajajo možnosti prilagoditve delovnega mesta, potem tudi te podporne storitve. V nadaljevanju in sicer nam bom predstavila za pretekli 2 leti. Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida v običajnem delovnem okolju z ustrezno tehnično in strokovno podporo tako invalidu kot delodajalcu. Delodajalci lahko podporne storitve koristijo predvsem v začetku, recimo za samo informiranje o invalidovih sposobnostih, potem o komunikacijskih sposobnostih, recimo o splošnih značilnostih te gluhe osebe, potem lahko si tudi pridobijo kako svetovanje strani koncesionarja zaposlitvene rehabilitacije, splošno o delu z invalidi, določene pravice, kako se uveljavljajo. Gluha oseba pa ima več možnosti. Te storitve podporne se uporabljajo tako za informiranje kot razreševanje nekih konfliktnih situacij v delovnem okolju. Lahko se uporabijo tudi kot institut tolmačenja, recimo v delovnem procesu. Naprimer, tolmač slovenskega znakovnega jezika, ki je ustrezno usposobljen za izvajanje teh podpornih storitev, lahko sodeluje v delovnem procesu tudi do 30 ur mesečno. Obe temi, invalidska podjetja in podporna zaposlitev, bomo podrobneje obravnavali v oddaji Prisluhnimo tišini. Za konec poglejmo še odzive obiskovalcev seminarja. Enakega mnenja kot gospod Veršič in gospod Friedl.
In kot drugo vprašanje, mogoče se premalo seznanjena. Koliko to redno življenje